Dober dan, lepo pozdravljeni, kljub temu, da je danes 1. april, bomo govorili o resnih stvareh. Zagotovo je Evropa, volitve v Evropski parlament resna stvar, ki odloča tudi v naši slovenski prihodnosti. Danes vam tako predstavljam kandidata številka 7 na Evropski listi Nove Slovenije, to je dr. Franci Demšar. Nova Slovenija tako v Sloveniji ponuja izkušeno, kompetentno, pa tudi energično listo. Ljudem dajemo možnost izbire, predvsem pa bo Evropska lista Nove Slovenije takšna, da bo gradila na tem, da želimo krepiti slovensko identiteto znotraj Evrope in da želimo narediti močno Evropo v svetu. To sta naši dve ključni temeljni vsebinski usmeritvi. S kandidatkami in kandidati, ki kandidirajo na Evropski listi Nove Slovenije, želimo tudi povedati, kaj so naše ključne programske usmeritve. Na nek način naši kandidati poosebljajo našo programsko usmeritev, ki jo lahko povzamemo v 3 točkah. Prvič, da Evropa mora ostati prostor svobode. Zdi se nam zelo pomembno, da imajo možnost, da državljani uresničujejo svoje talente znotraj Evropske unije in tukaj se nam zdi ključno negovanje teh 4 svoboščin, prost pretok dobrin, storitev kapitala in oseb znotraj Evropske unije. Drugič, Evropa mora postati varna. Ključno se nam zdi, da Evropska unija varuje svoje zunanje meje in s tem prispeva tudi k temu, da lahko Schengen učinkovito deluje znotraj Evropske unije in da Evropa prispeva tudi k temu, da krepi svojo identiteto, da varuje svoj način življenja. In tretjič, Evropa mora postati boljša in močnejša. Tukaj v Novi Sloveniji predvsem vidimo veliko priložnosti v poenostavitvi delovanja, vidimo veliko priložnosti v debirokratizaciji in ta debirokratizacija je nujna, če želi Evropa postati tudi globalni igralec. Svojim dosedanjim delovanjem in pa svojimi dosedanjimi izkušnjami je dr. Franci Demšar dokazal, da ima številne izkušnje ravno na področjih, ki sem jih omenil. Dr. Franci Demšar ima zagotovo bogato profesionalno kariero, v kateri je bil raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan, bil je direktor v javnem sektorju, 10 let direktor ARRS-ja in zdaj NAKVIS-a, bil pa je tudi državni sekretar in minister za obrambo. Zagotovo ima tudi izkušnje v mednarodnem prostoru, tudi v evropskem prostoru, svetovnem. 2 leti je delal kot raziskovalec v Združenih državah Amerike, kot direktor ARRS-ja je bil tudi podpredsednik Evropske znanstvene fundacije. Bil pa je tudi veleposlanik Slovenije v Ruski federaciji. Dr. Demšar, veseli smo, da nam boste pomagali spreminjati Slovenijo in tudi Evropo. Tako veliko veselje mi je, da lahko nekaj besed rečem o svoji kandidaturi. Zakaj sem se sploh odločil za kandidaturo? Odločil sem se zaradi povabila NSI-ja, ki pa ni bilo povabilo kot vsako drugo, ampak je bilo posebne vrste povabilo. In sicer bilo je povabilo, da se udeležim teh volitev kot predstavnik civilne družbe. In tu smo pa našli tako zelo skupno točko. Zelo sem vesel, da se NSI, da je tak pogled NSI-ja, da je pogled NSI-ja širok, vključujoč. Recimo pred leti sem prebral knjigo turškega avtorja, Američan sicer, Acemogluja, Zakaj narodi propadejo. In v knjigi pravi avtor 2 točki pove, narodi uspešne družbe so tiste, ki imajo neko notranji red, hkrati pa notranjo demokracijo, inkluzivnost, skratko možnost vključevanja različnih skupin pri delovanju države. To mislim zelo resno. V lanskem letu sem, ne vem, če vam je znano, napisal knjigo o političnem kadrovanju, kjer sem zelo natančno opisal, kako je pri nas politično kadrovanje globoko v državni administraciji, v javnem sektorju širšem, na javnih zavodih, gospodarstvu, državni lasti in da ga je seveda treba krepko omejiti. In v tem duhu sem bil zelo presenečen, da
sem pa dobil vabilo za funkcijo, ki je tipično politična funkcija. Ampak politika NSI v tem primeru kaže veliko zanimanje, da bi razširila svoj krog delovanja, da bi strokovnjake vključila v to delo. Mogoče nekateri spremljate več desetletne raziskave profesor Toša z FDV, ko raziskuje javno mnenje. Eno zanimivo stvar sem opazil, recimo pred več kot 20 leti je ta raziskava se začela vprašanje, na kaj smo Slovenci najbolj ponosni oziroma na kaj smo najmanj ponosni. No in čisto na dnu te lestvice je zaupanje v demokracijo in to traja skratka v celotnem obdobju, tudi danes. In predstavljam si, da je zaupanje v demokracijo nizko ravno zaradi tega, ker se politika ne poveže z družbo in tak problem je v Sloveniji in tak problem je v Evropi in zelo sem vesel tega, da je NSI se odločila za tako sredinsko povezovalno držo. Zdaj mogoče še vprašanje, kako si predstavljam delovanje poslanca v EU-ju. Predstavljam si ga zelo enostavno, poslanec EU se mora, in tega skoraj ne slišim na nobeni predstavitvi, zavzemati za interese Slovenije. Nekako, seveda jasno je potrebno in nekako podpirati dobre evropske projekte, ampak če se ne zavzema za interese Slovenije, ne vem, prejšnji teden sem bil na Univerzi v Mariboru in je prorektor nekako tako žalostno zgodbo povedal, pravi, na moji fakulteti, več kot 3/4 študentov je že v zadnjem letniku, ima že službo v Avstriji. Skratka, če Slovenija ne bo razvita, potem bo tok možganov in EU je tudi mesto, kjer lahko krepko Slovenija poskrbi za to, da je razvita, da se približa EU-ju, da imamo, skratka, da pridemo, ne vem, ko smo ustanovili svojo državo, smo si verjetno čisto drugače predstavljali, kako se bomo EU-ju približali. V tem delu sem vedno delal na ta način, v EU-ju, da sem delal za interese Slovenije. Recimo leta 2010 sem imel vabljeno predavanje, kjer v Estoniji je bili so direktorji raziskovalnih agencij, ministri za znanost, tudi nekateri iz vrha komisije in tema mojega predavanja je bila odličnost in kohezija. To se pravi, kako financirati znanost in kako financiranje znanosti povezati z infrastrukturnimi projekti, ki se v Evropi financirajo in oboji se financirajo povsem po nasprotnih, na povsem drugačne načine. Kohezija, enakomerni razvoj se financira na ta način, da regije, ki to več potrebujejo, dobijo več sredstev, znanost je pa izrazito tekmovalna. In na tej predstavitvi sem na en paradoks opozoril. Skratka, države, ki so manj razvite, manj investirajo v raziskave in razvoj. Države, ki so bolj razvite, bolj investirajo v raziskave in razvoj. Kam nas torej EU pelje na ta način, kot danes deluje, še večjo razliko med bolj razvitimi in manj razvitimi. No in takrat sem predlagal en mehanizem, s katerim bi iz teh sredstev za enakomeren razvoj usmerili tudi sredstva za povezana z tehnološkim razvojem. Kasneje sem imel seveda cel kup pogovorov tudi v kabinetu takratnega predsednika komisije Barroso in seveda ne jasno samo zaradi mene, ampak mislim, da s kar pomembnim mojim vložkom je nastal en projekt, na katerega je danes EU ponosna, pametna specializacija, ki recimo kar v smeri EU približno 80 milijard evrov, v Slovenijo bo pa tudi dobila nekaj 100 milijonov na to temo. To je moj kratek uvod. Izvolite, zdaj smo na razpolago za vprašanje. Ko ste bili ministri, ste upravljali po funkciji, ste bili kot SLS, ne? Ja. Ste še član? Ne, nisem član, že kar nekaj let več.
Je pa res, da nekako, skratka, nikoli nisem bil zares politik, ki bi zares vstopil v politiko, tudi državni sekretar pred ministrskim resorjem sem bil raziskovalec, vzeli so me kot strokovnjaka, bil sem pa neko obdobje član SLS-a. Če lahko dodamo opazko, mogoče od gospoda Tonina, v oblikovanju te liste opažamo, da je NSI na nek način smetano poprava, SDS-a in SLS-a, glede na to, da ste dve stranki oblikovali skupno listo, me zanima komentar tega skupne liste. Meni osebno je ta opazka všeč. Mislim, je to presenečenje za vas? Vi ste pred 3 tedni to v bistvu nekako ste zaželeli to skupno listo, glede na vrednote, ki jih zagovarjajo te stranke, ampak na nek način pa ni bilo pričakovati, da bo SDS pristala na to listo skupno. Pozdravljam skupno listo, ki jo omenjate. Kot sem že tudi pred časom dejal, se je v zadnjem obdobju kazala izrazita programska sorodnost in z vidika dobrega rezultata EPP-ja je bila zagotovo to dobra poteza. Nova Slovenija se je odločila za nekoliko drugačno obliko sodelovanja. Kot ste že sami omenili, mi smo na našo listo povabili predvsem ugledne, izkušene in pa kompetentne posameznike, ki imajo veliko znanja, imajo pa tudi že to evropsko izkušnjo, tako da lahko začnejo delati z dnevom 1. In to je nekoliko drugačna oblika sodelovanja, kot smo se poslužili leta 2014, še vedno pa je sodelovanje. Zakaj, najbrž boste vprašali, zakaj tokrat mi nismo tudi v tej skupni zgodbi, vendarle so se v zadnjem obdobju nizale nekatere razlike, zlasti v politični kulturi, v načinu delovanja, pa tudi nekatere pomembne programske razlike. Zato smo kot stranka, ki je leta 2004 kot prva zmagala evropske volitve, ocenili, da je ta model, za katerega smo se odločili, najboljši za nas, pa tudi za Slovenijo. Mi z to našo kandidaturo predvsem v Sloveniji ponujamo možnost izbire, ponujamo alternativo tako na levi kot na desni in kdorkoli si želi močne Slovenije in tudi močne Evrope, je zagotovo lista Nove Slovenije ta prava izbira. Se kakorkoli bojite, da bi pa vendarle vam vsaj neko si glasov vse zgodil po tem sodelovanju, ker očitno ljudje nekako si želijo tega neke sodelovanja, povezovanja in tako naprej. Ali se morda bojite, da bi vam biti kakšen del volivcev vendarle pobegnil na to skupno listo? Kot sem dejal, pozdravljam to sodelovanje tudi po raziskavah, ki smo jih mi naredili pri različnih raziskovalcih javnega mnenja. Nas ta skupna lista ne ogroža. Je pa dobro, da je nastala zaradi tega, ker so bili volivci teh dveh strank, ki sta se sedaj povezali, zelo podobni in tudi iz taktičnega vidika je modro, da je nastala iz tega vidika skupna lista. Medtem ko pa je tip naših volivcev nekoliko drugačen in tudi z tega vidika je logično, da smo šli ali pa da bomo šli na volitve, kot smo predlagali. A ste se v zadnjih tednu, 14 dneh kakorkoli še pogovarjali o morebitni skupni listi vseh treh stran? Ali so te pogovori potekali ali ne? Kot sem dejal, so bili pogovori v zadnjem času na nivoju vseh strank intenzivni. Mislim, da so bili korektni in na koncu pač vsakdo sprejel svojo odločitev takšno, kot je. Kot sem dejal, še enkrat podčrtujem, Slovencem smo želeli predvsem dati izbiro, jasno povedati, da alternativa obstaja, da je tukaj evropska lista, ki gradi na sodelovanju, povezovanju in na neki moderni politični kulturi. Torej, kakšen rezultat pričakujete zdaj realno? Jaz ne bi napovedoval, ker pri napovedovanjih sem se že večkrat opekel. Verjemite pa mi, da bomo naredili vse, da dosežemo čim boljši rezultat. Ravno včeraj smo imeli sestanek že vseh 8 kandidatov. Vsi so izkazali veliko pripravljenost, da v tej kampanji izrazito in aktivno sodelujejo. Šli bomo po celotni Sloveniji, srečali veliko ljudi, predvsem bomo pa gradili tudi na vsebini, konkretno naše vsebinske poudarke in program, s katerim bomo šli na te evropske volitve, bomo predstavili 13. aprila, tako da mi bomo vse intenzivno delali, da enostavno ljudem pokažemo, da imajo tokrat resnično zelo lahko izbiro,
če želijo izbrati kandidate, ki bodo krepili slovensko identiteto znotraj Evropske unije in ki si bodo prizadevali za močno Evropsko unijo v svetu. Jaz bi še vprašanje, aktualno dogajanje povezano z vrhom Slovenske vojske. Imate kakršnokoli mnenje o tem? Kot poznam načelnico generalštaba Slovenske vojske, je bila to vedno kompetentna, študiozna vojakinja, ki je stvari zelo dobro poznala in prišla je do neverjetne, do istih ugotovitev, ki jih mi v Novi Sloveniji že dlje časa ponavljamo, da na isti način, z več ali manj istimi sredstvi, ne bo možno doseči drugačnih rezultatov. In trendi, ki so v zadnjem času v Slovenski vojski, so neizprosni, kljub vsemu, da je nominalno bilo zagotovljenih nekaj več milijonov kot v preteklosti, je neizbežen trend odliva iz Slovenske vojske. Če pogledate zdaj mesečno, koliko vojakov odide, koliko jih pride, so te trendi zelo, zelo zaskrbljujoči. Kar pomeni, da znotraj enotnega plačnega sistema v javnem sektorju nekih drugačnih časov za Slovensko vojsko ni mogoče pričakovati. In jaz mislim, da je to tudi temeljna razlika med pogledi ministra za obrambo in pa načelnice generalštaba Slovenske vojske. Skratka, težko je, morda je ministru enostavno reči, da naj čarajo in delajo vojaki, kakor znajo in zmorejo, ampak te čarovnije enostavno ne bo in potrebno bo k problemu reševati, pristopiti drugače, če želimo, da bo Slovenska vojska sploh preživela, ker stvari so vsekakor resne.